Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes se z našo osrednjo temo lotimo servisiranja na črno. Ali kot pravi naša slovenska kulturno-zgodovinska dediščina, servisiranju pod kozolcem. In tako se moramo malo obrniti tudi v čas najhujših omejitev koronavirusa, ko se je za preprečitev širjenja virusa omejila tudi naša mobilnost. Mobilnost se na tak način in v takih razsežnostih še nikoli ni zgodila. Predvsem pa ne v stoletju avtomobilske mobilnosti. Nekatere posledice so bile vidne takoj, druge se bodo pokazale šele čez čas. Ja, če smo v tem času bolj kot ne skrbeli zase, za svoje zdravje in dobro počutje, pa je bilo kmalu jasno, da bodo te posledice tudi širše družbene in gospodarske. Pri slednji smo se razumljivo najprej ukvarjali predvsem z zaprtjem salonov in seveda posledično slabšo prodajo avtomobilov. In zdaj, ko lahko na vse skupaj pogledamo z malo časovne distance, lahko ugotovimo, da je zaprtje servisnih mrež in servisov pustilo kar nekaj globih posledic. Pri nas je 1,5 milijona vozil, ki potrebujejo vzdrževanje in servisiranje. Tudi v času korone so marsikatera opravljala pomembno nalogo. Poglejmo, kako so se znašli in kam so na servis peljali svoje avtomobile oziroma vozila vozniki takrat, ko so bile uradne servisne dejavnosti zaprte. Izvedeli smo, da 9 izmed 10 prometnih nesreč povzročijo vozniške napake. No, razlog za tisto eno preostalo, 10, pa so tehnični dejavniki, med katerimi je tudi nepravilno vzdrževanje vozila. No in mi smo mnenja, da je tudi ta ena izmed 10 bistveno preveč. Korona je prinesla krizo, kriza pa lahko prinese različne stiske. No in te so lahko povod za, na primer, dvomljivo vzdrževanje vozil. Kot so nam povedali pri Agenciji za varnost prometa, se število opravljenih tehničnih pregledov kljub nekaj zaprtjem ni zmanjšalo. No, nekoliko drugače pa je s tehnično brezhibnostjo vozil. Tukaj nekje statistika kaže, da je bilo za približno 2% več tehnično nebrezhibnih vozil. Napake so pa lahko različne, so tudi manjše napake, ki niso tako nevarne, pa so pa tudi večje, ki so pa kritične, recimo, kar se tiče pneumatik ali pa zavor. Za nameček pa se je dodatno postaral tudi slovenski vozni park. Na odpad je šlo lani za 7000 manj vozil, medtem pa se je prirast novih in pa uvoženih vozil zmanjšal za kar 26 000. In to predvsem na račun novih vozil. Načeloma starost vpliva na tehnično brezhibnost. Tu je neka korelacija, ampak je pa tudi korelacija z vzdrževanjem, servisiranjem. To se pravi, če je staro vozilo servisirano, je lahko tudi res tehnično brezhibno. In to vzdrževanje vozil je bilo v koronadobi kar nekoliko prezrta tema. Veliko je bilo zaprtij uradnih servisov, nejasne izjeme pa so povzročile zmedo pri potrošnikih. Zato so predstavniki serviserjev opozorili na bliskovit porast neprimernega servisiranja na črno. Ali kot radi rečemo, pod kozolcem. Včasih mogoče tudi sam tester hitro pokaže napako, morda računalnika, če se drugega, vendar se kasneje izkaže, da ni šlo mogoče točno za ta del, vendar se kasneje izkaže, da je mogoče nek glodalec pojedel električno napeljavo in je pravzaprav napaka tiči tam. Tako da je prav, da se prepričamo, preden gremo v zamenjavo dela, kaj je tista prava stvar, ki je za zamenjavo. Za vse to je pa potrebna dolgoletna izkušenost, druga stvar pa je kontakt preko povlačenega centra, dobiš hitrejše odgovore ali pa pobudo, kaj se splača pogledati, da strošek ne nastane previsok. Pomanjkanje pravih informacij pa je le ena izmed težav, ki lahko nastanejo pri nestrokovnem servisiranju. No, malo za šalo, verjetno poznate tisti domač princip. Če kladivo ne zaleže, pa vzemi večjega. Težko je včasih, kad nekdo improvizira z nekim domačim orodjem in lahko naredi več škode kot same koristi. In če se tukaj zdaj lotimo varnosti, marsikdo bi na pamet še rad kaj zategnil ali pa kaj takega, ampak tega praktično več ni. Recimo specialno orodje, ki pomaga pri glavni gredi, določiti pravilno postavitev motorja pri sestavi. Na drugi strani imamo tudi elektronske naprave, s katerimi lahko ugotavljamo pravilno višino tekočin. Potem so tu recimo adapterji za dvig motorja. Pride do tega, da treba motor izgraditi iz avtomobila, lahko ga klasično naredimo, lahko ga naredimo pa prav tako, kot veleva tovarna. Pravilen postopek.
Vsa specialna orodja so bistvena za delo, da pohitrimo čas, ker smo res vezani na norme. Tukaj ni, koliko se mi zamudimo, vendar je vse potrebno v tovarnah, koliko časa je, zato pač pomeni tudi pravilen obračun na končni fazi do stranke. Na prvi pogled se zdi, da je vzdrževanje vozila na uradnih servisih drago, ampak kaj v resnici stoji za to nekoliko večjo številko? Kako je stranka prepričana, da dobi to, kar je plačala? Mi smo se odločili za novejši pristop, se pravi, da imamo oljarnico na nek način. Skladiščnik določa mehaniko, se pravi preko kode, katero olje bo vgradil v točno določeno vozilo. Se pravi, določimo vrednost olja in določimo količino. Torej, če ste vi plačali 7,4 litra olja, vam lahko zagotovo garantiram, da ste tudi tega 7,4 litra olja dobil v vsebino vaše količine, ni ostal v plastenki. Za vse izgrajene tekočine moramo prav poskrbeti ustrezno. Namreč to pomeni, da pač olja grejo v ustrezen zabojnik, zalogovnik. Ko pridemo do določenega nivoja, ustrezen center za reciklažo tekočin, se pravi to odpelje in poskrbi za to. Res pa je, da to vse stane. Tukaj so normativi zelo strogi. Mi ne moramo računati stranke, smo se zamudili 5 ur. Tukaj je norma strogo določena. Torej, za to pravilo je točno 2,3 ure. In na koncu ni nujno, da je najceneje, ni nujno, da je pač račun nekoliko dražji, da je to na koncu dražje. Definitivno je pomembno, da smo zaveščeni, da če prišparamo par evrov, da nas lahko to drago stane, ne samo v denarju. Pogosto se pohvalimo, da ima naš avto 5 varnostnih zvezdic, ampak če pravilo ni izvedeno strokovno in pravilno, lahko iz teh 5 nastane le 1 zvezdica. Ampak kaj pa, če nam je za to popolnoma vseeno? Iz prakse žal lahko izpostavim tragičen primer, ko je bilo vgrajeno steklo nepreverjene kvalitete, vetrobransko, zgodila se je žal prometna nesreča in to steklo se ni zdrobilo tako, kot bi se skladno z vsemi standardi moralo in smelo, pač pa se je lomilo na debelejše kose. Sopotnik v tem vozilu je bil, bom rekel, poškodovan do te mere, da je na licu mesta izkrvavel. A mi v tem prispevku na nikogar nikakor ne kažemo s prstom. V resnici sta v tej zgodbi zmeraj 2. Prvi želi prihraniti, šele drugi izvede popravilo na črno. Postopki niso bili sproženi, ker se ni ugotavljala dejansko vzročna povezava med tem nestrokovno izvedenim popravilom in pač škodo, ki je bila v tem epilogu tragična. Seveda bi bilo to smiselno narediti, gotovo pa nekdo, ki prosi prijatelja, da mu naredi uslugo in izvede poceni menjavo kolesa ali stekla, ne bo izvajal zoper njega kakršnega koli pritiska. A k sreči je dogajanje v korona obdobju, kot se kaže, za zdaj res le izjema, oziroma izhod v sili. Ni odveč opomniti na to, da smo že imeli primere, bojim se, da bojo pa ti zaradi časa, ki ga trenutno živimo, lahko še malo bolj pogosti. Se je že primerilo, veste, da tudi zavarovalnica izvaja tako imenovani regres zaradi izgube zavarovalnih pravic. Kajti če vozilo ni tehnično brezhibno, tvega posameznik seveda tudi to, da do zneska 12.000 evrov plus obresti, plus ostali stroški, ki s tem lahko nastanejo, vrne oziroma je dolžan vrniti v primeru povzročitve nesreče za tehnično nebrezhibnim vozilom. Vsak mora se zavedati tega, da je sam odgovoren za to, če bo kaj narobe. Zaradi tega, ker nismo servisirali vozilo ali pa ker ni tehnično brezhibno. Če se tega zavedamo, potem je verjetnost, da nam bo šlo kaj narobe, zelo mala.